Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni na klepetu z Marušo Zmrzlak, zmagovalko Slovenske note 2018. Maruša je že izkušena pevka, saj je sodelovala na različnih tekmovanjih in marsikatera izkušnja je prinesla verjetno tudi lanskoletno zmago. Navsezadnje pa pozdravljena, Maruša. Pozdravljena. Sodelovala si na 2 edicijah Slovenske note, tako bila si izvrstna 4. leta 2017, lani pa si zmagala. Kako gledaš na obe izkušnji? Obe izkušnji sta bili prijetni. Razlika med prvo in drugo je to, da na prvo slovensko noto niti nisem bila tako pripravljena. To se je videlo že pri izbiri pesmi, mi ni tako ležala, kakor mi je druga. Tako da ne v prvi, ne v drugi nisem pričakovala takšnega mesta. Tudi za prvo četrtost sem bila presenečena in zadovoljna, seveda. Ampak ja, se mi zdi tudi, da v drugi, da smo se tudi sotekmovalci bolj zabavali tako čez cel dan in bolj družili in spoznavali. Navsezadnje si rekla, da poleg tega, da ste spletli različne in močne prijateljske vezi, da želiš z njim sodelovati tudi izven tekmovanja, se morda obeta kakšen duet, že kje lahko ujamemo? Ja, se še dogovarjamo. Z enimi smo se že nekaj dogovarjali, pa se še nismo tako čisto ujeli. Je pa res pač, da sem imela zdaj druge reči, tako reči, no, da se nismo, da ni bilo časa, da bi se dejansko lahko tem posvetila, ampak ja, se še vedno želim. Zdaj stopaš tudi, oziroma si že dobro zakorakala v čevlje zmagovalke prve edicije, Samante Maje Šalaje. Kako pa gledaš na zmago, oziroma kako se počutiš kot zmagovalka tekmovanja? Ja, zmaga ti da še tisto neko dodatno potrditev, ne? Kar je pa pri meni vedno bilo, da pač tudi če zmagam, še ne pomeni, da je to. Pač moram se še vse mi ni dovolj, ne? Še vedno rada se še izobražujem naprej, rada bi še razvijala in tako, ne? Tako da je sam še ena tista dodaten push, deli naprej. Za nagrado ti je Mladinski center Hrastnik podaril prvo avtorsko skladbo, za katero si že tekom prve audicije in tekmovanja rekla, da si jo že zelo dolgo želiš. In kako se počutiš zdaj, ko se ti je ta želja izpolnila? Ja, super, da ja, pač imam, ja, res. Že od tega, od zmage naprej, ta pot cela je bila tako nerealna in tudi to, da zdaj dejansko pesem je tako še malo nerealno. Ampak ja, pozitivno. Tvojo skladbo Skušnjavo bo pospremil tudi videospot. Imaš mogoče za gledalce in gledalke kako zanimivo zgodbo iz zaodrja snemanja? Kar se samega snemanja tiče, ne, ampak te priprave prej so bile tako, no, to je bila akcija, to je bilo 1, 2, 3, vse treba bilo zrihtati in vse in Mladinski center oziroma MMCT in Dom Svobode, to so res, hitro so vse vštimali, ne. Jaz sem ta čas delala, sem bila v službi, oni so pa rihtali, tako da sem jih zelo hvaležna, ampak na koncu je bilo tako, najti stvari, inštrumente za na oder, tako vse obleke, da jih bojo lahko nosili statisti in tudi to je bilo težko najti, tako da je bilo pol na koncu že kar nismo vedeli, tako 1 uro prej niti nismo vedeli, kdo bo igral na inštrumente, kdo bo tako, še nismo imeli glasbenikov, razen nekoga, razen kitarista, tako da je nekaj res, kar je še posebej tako smešen, no. Sploh ne vem, mogoče sploh ne bi noben opazil, če tega zdaj ne bom izpostavila, ampak mikrofon, ko ga jaz uporabljam, ne, je v resnici glava od tuša. Pač ja, nismo dobili mikrofona, prepozno smo bili, nismo dobili nikogar in nekdo je tako, in je glava od tuša. V prejšnjih intervjujih si povedala, da želiš raziskati to široko zakladnico slovenske glasbe. Kakšen pa je tvoj odnos do slovenske glasbe, mogoče najprej kot njena izvajalka? Pred prvo edicijo Slovenske note niti nisem
toliko pela slovenske glasbe, pač ni bila v mojem repertoarju. Ampak potem sem začela raziskovati in tako naprej. In sem do naslednje audicije za Slovensko noto 2018 sem že odkrila nekaj, kar pač paše tudi meni, tudi očitno, glede na to, da sem pa zmagala. Drugače pa slovensko glasbo res spoštujem in jezik je čudovit in je tudi zanimivo ga peti. Verjamem pa, da se za vsakogar nekaj najde. Kakšen pa je tvoj odnos, če se zdaj postaviš v vlogo poslušalke? Se je mogoče kaj spremenil zaradi slovenske note, mogoče zdaj, ko imaš svojo skladbo? Ja, tudi zaradi slovenske note. Ampak je tako, da kar se slovenskih tiče, večinoma poslušam tiste, ki jih tudi prepevam. Tako da ja, slovenska nota mi je res nekako skole dala slovensko glasbo na odkriv in sem odkrila tisto, kar meni res paše. Pa da mogoče nagovoriva za konec še gledalce in gledalke, ki spremljajo najin pogovor, pa se mogoče tudi sami želijo prijaviti, so še v dvomih, ne vejo ali bi se ali ne se ne. Kakšen bi bil tvoj nasvet zanje, zdaj, ko imaš že veliko izkušenj s sodelovanjem na tekmovanju? Jaz bi rekla, da prijavite se, ker to je čudovita izkušnja in res vam tako veliko, ne glede na to, ali zmagate potem ali ne zmagate, samo to sodelovanje in povezovanje z drugimi ustvarjalci, pevci, glasbeniki vam bo dalo tisto, kar rabite potem za vašo nadaljnjo pot. Maruša, najlepša hvala za čas s tabo in za pogovor. Lepo je bilo klepetati s tabo. Hvala enako. In lep pozdrav tudi gledalcem in gledalkam, ki ste spremljali naš intervju. Z Marušo vas vabiva, da spremljate dogajanje na spletni strani Slovenske note na Facebooku in na Instagramu še naprej. Barvito živite Sanje 2019.